Po 2 mesecih nespremenjenih cen pogonskih goriv so se te zopet zvišale. Liter 95 in 98 oktanskega bencina in dizelskega goriva je danes za 0,8 centa dražji kot včeraj. Pa seveda se pozna v denarnici. Ja, veste kaj, če se zdaj to gre gor, pa ono gre gor, pa tak, pa se potem kar pozna, ne? Veste, kaj vam pove? Ali plače dvigne enkrat gor, ali pa vse cene za enkrat spustijo, da lahko v Sloveniji živimo. Če zdaj primerjam z Evropo, se pravzaprav zdijo normalne, ne? Glede na naše stanje pa situacijo pri nas pa so verjetno malo visoke, ne? Vse za večino ljudi. Ne? V tem letu so se cene naftnih derivatov zvišale za okoli 7 centov, ali povedano drugače, poln 60-litrski avtomobilski rezervoar je bil lani decembra 4 evre cenejši kot danes. Višje cene goriv pa so najbolj prizadele prevoznike, tudi zato, ker jim je država letos precej oklestila vračilo trošarin, medtem pa so cene prevozov ostale enake. In seveda te cene trošarin in goriva nas ubijajo, dobesedno nas spravljajo na kolena in vozni parki, ki bi se morali obnavljati, se enostavno ne obnavljajo, prevozniki v večini se ne širimo, delovna mesta ne pridobivamo dodatna, odpiramo, ampak večjemu odpuščamo. Cene naftnih derivatov so tokrat dosegle nov rekord. Če bodo ostale pri trenutnih vrednostih, se bo v državno blagajno na mesec steklo 2 milijona več kot prej iz naslova trošarin za energente.